SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-jevem intervjuju. Tokrat je naš gost Lojze Peterle. Verjetno prav posebne predstavitve niti ne potrebujete. Gre za spoštovanega politika. Politika, ki je praktično vso svojo politično življenjsko kariero posvetil Sloveniji. Zato lahko rečemo, da gre za državnika v pravem pomenu besede. No in zdaj se je odločil, da bo svojo pot nadaljeval drugače, ne več v svoji politični stranki, ki jo je tako ljubil, ki jo je združeval, ki jo je držal nad vodo tudi takrat, ko jim je šlo najtežje. Govora je seveda o tokrat zdaj z novim imenom Novi Sloveniji. Ampak ne bova govorila zgolj o njegovem odhodu iz stranke, ampak o vsem, kar se je zgodilo v preteklem tednu, in teh dogodkov je bilo pa ogromno. Od ameriških volitev, kjer je znova zmagal Donald Trump, pa do Evropske komisije, ki se zdaj vendarle počasi sestavlja, pa še o čem, ampak naj si bo dovolj za uvod. Lojze Peterle, lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za ponovno vabilo, pa hvala tudi za tako lepo predstavitev, tako lepo, že dolgo nisem bil uveden. Se mi zdi, ko sem se pripravljal na ta pogovor, da bi lahko sicer ta uvod bil še veliko daljši, ampak ena stvar se mi je pa zdela zanimiva, pa nima povezave toliko s politiko, ampak koliko kaj šah igrate v zadnjem času, zdaj, ko imate morda več časa? Danes zjutraj sem igral šah z mojo vnukinjo, ki je stara 5 let pa pol. Prišla je ob 8 in njena prva želja ni bila bombon ali čokolada, ampak je rekla: dedi, ki je videla, da imam iPad na mizi, je rekla: a bi šel ti z mano šah? In sva potem se malo učila šah. Ona je zdaj prosila, da ona poteze vleče, želela je biti bela, figure že vse pozna. In sva takole mi dva eno urco igrala šah in jaz sem užival. Aha. Pa tudi sicer, jaz sem nekoč prišel do 3. kategorije kot gimnazijec, potem nisem študiral naprej. Sem pa recimo, povem, da sem kot evropski poslanec šel več let zaporedoma igrat šah z zaporniki na Dob. Aha. In se spomnim, ko sem s prvim zgubil, ko smo imeli turnir na Dobu za Božič, za nov let, ne, je rekel tisti zapornik, je rekel: gospod Peterle, ne sekirajte se, veste, mi imamo tle veliko več časa za premišljati kot vi. Glejte, hec mora biti. A je politika tudi nekakšen šah? To je vendarle ves čas treba premišljevati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ne? Čeprav se včasih v Sloveniji zdi, da je politika večino časa pa v preteklosti, pri tistih potezah, ki so že bile povlečene. Sem vesel tega vprašanja. Veste, v politiki je veliko, eni igrajo bolj pozicijsko igro, bi rekel, eni šibajo pa gambit. Ne. Pred kraljem ven, ne, in gremo. Ne. Ampak gambit je zelo tvegana igra. Ne. Ga moraš hudirjev dobro poznati. Ja. Ne. Mene zanima šah, bi rekel, to je ena najboljših stvari za, bi rekel, ostriti možgane. Ne? In v politiki ti rabiš tudi malo predvidevanja, moraš malo misliti za naslednje poteze, ne samo, kaj boš zdajle potegnil. Ne? In ta pravi politiki, bi rekel, imajo to sposobnost, da premislijo variante razvoja malo za naprej, potem se pa odločijo, kaj bi, ne. Tako da jaz priporočam politikom dvoje: pilotiranje pa šah. No, zdaj so pa pri drugi stvari, ne? Vi imate izpit za jadralnega letalca In motornega. In motornega. Ja. Še kaj letite? Še? Prejšnji teden sem letel. Letos sem celo za moj poklic nabral veliko ur, 50 jadralnih ur, 10 motornih. Letos sem super posnetke naredil, imam take videe od Triglava, Bohinja, Grintovca. Bil sem enkrat konca aprila 7 ur pa pol v zraku in sem posnel zadeve, kot jih nisem še nikoli. En dan prej je sneg zapadel, videlo se je do velikega kleka, vse je bilo na razpolago in jaz bi si res želel, da bi bilo veliko več ljudi na tej višini, ker vidiš potem tam svet drugače. Ne samo, da ne vidiš meja, svet vidiš kot celoto in
kaže se ti v eni drugi luči, v eni drugi dimenziji in ga tudi drugače doživljaš. Zdaj, ker ste gospod, to lahko povem, ne, če bi bila nasproti mene kakšna gospa, bi bilo to bolj delikatno. Pri 76 letih ste hudirjevo aktivni. Lejte, jaz sem, ne vem, v krajih, kjer sem se rodil, smo začeli zelo zgodaj delati. In nekako delam z veseljem, kar delam, oziroma se trudim, da bi delal take stvari, ki jih delam z veseljem. In mene marsikdo vpraša, pa Lojze, pa kaj ti pa je, kaj se gre še s to politiko, ne, ki ji eni rečejo, bomo rekli kar kurba, ne. In jaz rečem, a veš kaj, ravno zato, ker je taka, se jaz še matram, zato ker če bila lepa, lušna, neproblematična, da bi jo vsi ljubili, bi bil dolg čas. Jaz se pa zato trudim, ker je taka, ker je treba še zmeraj kaj narediti. In seveda politiko razumemo zelo različno. Eni bi radi državo prisvojili zase, eni bi pa delali za skupno dobro. No, zdaj ste pa sami omenili politiko, pa sem mislil, da bi še o čem drugem poklepetala, pa bova še, ampak mimo tega pa zdaj ne moreva. Pravite, politika je kurba, zato sem se z njo malce bolj ukvarjal, ampak zdaj ste izstopili iz Nove Slovenije. Kaj zdaj to pomeni, da ste zdaj tudi politični upokojenec ali 3 pikice? Jaz sem v pokoju brez pokoja. In včasih si rečem, da sem tako kot Kristus, ki v svojem kraju ni naredil nobenega čudeža. Ne? Zunaj je moja biografija zanimiva. Lejte, sem doživel komunizem, doživel sem razdeljeno Evropo, združeno Evropo, bil sem 15 let evropski poslanec, bil sem podpredsednik Evropske ljudske stranke, bil sem odposlanec v Srednji Aziji in tako naprej. Skratka, marsikaj sem urejal, uspel sem s tem predlogom, da se roaming zniža oziroma ukine. Lejte, in mlade ljudi zanima moja izkušnja. In po Evropi je veliko interesa po mentorstvu. Tako jaz sem tudi mentor kakšnemu politiku in mislim, da res lahko marsikaj podelim, kar utegne mlademu človeku, ki hoče nekaj narediti, prav pride. Ne? Jaz govorim tudi, lejte, ne govorim samo o idealih, vrednotah in načelih, ne? Jaz pravim, dajmo se malo o denarju pogovarjati, dajmo reči kakšno o drogi, dajmo reči kakšno o kriminalu, laži, prevari, ne, izdajstvu. Ne. Zadnjič je bil en mlad politik iz baltiških držav, je bil presenečen, si rekel, veste, vi morate računati, da vas bo enkrat eden izdal. Ne. Je bil malo presenečen, si rekel, lejte, Kristus je bil Bog, pa je izbral 12 apostolov, sam jih je izbral, pa ga je eden izdal. Kaj šele mi, ki smo malo drugače narejeni. Tako da jaz želim mladega človeka čim prej pripraviti na, jaz bi rekel, mrzlo vodo. Politika niso toplice. Ne? Za ene so tudi, za eni so dobro okopljajo v njej, ampak če ti hočeš neko spremembo, resno spremembo. To smo videli tudi v času osamosvajanja. Potem trčiš na nekoga, ki se s tem ne strinja, na nekoga, ki ima moč. Če ima moč, ima praviloma tudi veliko denarja, če tako rečemo, oziroma dostop do denarja. Ne? Ti s temi spremembami pač spreminjaš neko strukturo moči in kdor neko moč osvoji, se zelo težko loči od nje. Ne? Tako da veliko je ljudi, ki razlagajo vrednote, načela in tako naprej. Jaz pa želim, da mlad človek, ki se hoče spraviti v politiko, da precej zgodaj razume, kako to gre, kaj pomeni voditi. Jaz recimo tudi zelo kmalu povem,
če ste voditelj, če hočete biti voditelj, potem ustvarjajte javno mnenje. Ne sledite samo anketam, ki kažejo sem in tja, ker potem se boste izgubili, potem boste sam tavali za javnim mnenjem in ljudje bodo vprašali, kdo pa je ta. Zdaj moram postaviti pod vprašanje. Rekli ste, mlad politik iz baltskih držav. V Sloveniji imamo tudi kar nekaj mladih politikov, celo v lastni stranki ste imeli mlade politike. Saj še tudi gospod Tonin je relativno mlad politik. Vaših nasvetov, modrosti niso več želeli slišati ali ste jih že dovolj dali, pa so že prehitro zrasli? V moji stranki nekdaj sem to živel to, da se hvalijo doma in po svetu, da so edini naredili generacijski prelom. Ne? To se sliši malce trdo, bi rekel, ne? Ker danes je v svetu bolj velja geslo medgeneracijskega dialoga. Ne? Jaz sem recimo mlajši od Trumpa in mlajši od Bidna. Ne? Ljudmila Novak pa je mlajša od Ursule von der Leyen in ona bo vodila Evropsko komisijo, malce starejši Trump bo pa vodil spet Združene države Amerike. Ne? In ko se je ob obisku Manfreda Webra, ki je šef Evropske ljudske stranke v Ljubljani, je moj predsednik takratni, je rekel, mi smo pa edina stranka, ki je naredila generacijski prelom. Jaz rekel, Manfred, jaz sem pa doslej edini rezultat te politike. Ne? No, zdaj še Ljudmila Novak, zdaj sva tista dva, ki sva največ glasov zagotavljala stranki, sva oba zunaj. Ne? Jaz razumem, rekel ljudi, da hočejo čim prej navzgor in rekel čim več moči. Ne? Ampak jaz mislim, da je treba združevati sile. Recimo na Kitajskem je ideja seniorata tako močna, da tam ne tvegajo države pošiljati veleposlanikov. Tam je neko pravilo ali pričakovanje, da ne bodo pošiljali veleposlanikov mlajših od 50 let. Ne? Toliko velja na Kitajskem seniorat, izkušnja, ali pa včasih je bilo v cerkvi, sem jaz slišal ta stavek, ne posvečujte premladih v škofe. Lejte, to očitno imajo ljudje neko izkušnjo, in mene ta ideja tako nekega generacijskega preloma ne navdušuje, ne zato, ker bi zase še kaj hotel, jaz ne rabim časti, ne rabim nekega statusa, meni so ponujali najprej častnega predsednika, ko sem bil, še preden sem bil 60 let star, si go čakajte, kaj vam pa je, jaz sem še v polnem zagonu, Pol so mi ponudili pa častnega člana, Lejte, jaz ne zbiram častnih naslovov, mene zanima, kaj lahko skupaj naredimo, In jaz bi rad kombiniral izkušnjo starejših in energijo mlajših, Predvsem bi pa rad, da se eni od drugega kaj naučimo in to izkoristimo pač za skupno dobro, kar bi morala politika biti. Zdaj bom postavil malce bolj, morda ne vem za koga, neresno vprašanje, ali pa kakorkoli. Nekateri pravijo, ti stari politiki, Milan Kučan, Janez Janša, vas ne bom dal zdaj v ta koš, ker vas nisem nikoli zasledil v tem, tudi Gregor Golobič, pa še koga bi lahko zdaj tukaj dal, držijo to našo državo v nekem pad položaju, ker se ves čas vračamo in vrtimo okoli istih imen in potem seveda se pogovarjamo o istih temah, Ali je morda to, kar je gospod Tonin rekel, mi smo pa zdaj naredili ta generacijski res, da bi se nekako, ne vem, rekli, ne bomo se več o tem pogovarjali. Zdaj pa samo še bi sam dodal, ampak kljub temu se v Novi Sloveniji ali pa vsaj gospod Tonin ves čas ukvarja tudi s to polpreteklo zgodovino. To je zelo resno vprašanje. In je del, po mojem, del tako nedokončane demokratične tranzicije. V Evropski zvezi je bil odnos do preteklosti jasno definiran že z nekaj resolucijami, katerih bistvo je, da se obsodi vse totalitarizme, kamor štejejo v Bruslju tudi komunizem. Pri nas pa nekateri ja, nekateri pa ne. Ker
je pri nas, mislim, da so 4-krat poskusili, da bi slovenski parlament posvojil to resolucijo iz leta 2009, vendar do tega ni prišlo. Ne? Torej, mi imamo drug pogled, mi imamo tudi na Trgu Republike spomenik revolucije, ne spomenik osamosvojitvi. Jaz sem eno novinarko Le Figaroja ob 30-letnici države me je prosila, če ima v Slovenijo razložim. Sem rekel, imate 20 minut časa. Je rekla, imam. Pa so popila kavo, pa so šla pa po Ljubljani. Ne? Sem jo najprej peljal do tistih kamnov ali sten tam belih, ki jih je rekel, mislim, Borut Pahor poskrbel, da imamo vsaj to, bi rekel, na temo sprave. Ampak tam na prvi pogled vidiš samo te dve steni. Ne? Pa slovenske zastave. Ne? Ja, in je rekla, kaj pa je to? Jaz sem, ko ste si že odgovorili, vaše vprašanje je tudi odgovor. Sej, ko lejte, ljudem moramo razlagati, kaj je to. Ne? Pa smo šla, namreč, to naj bi bil spomenik žrtvam vseh vojn. Mislim, smo edini na svetu, ki imamo tak spomenik. Ampak to imamo zato, ker doslej v Ljubljani ni moglo nikjer pisati, da gre tudi za žrtve komunistične revolucije. Ne? To gre že zmeraj v rubriko svobode za nekatere. Pa smo šla na trg Republike, ki ga krasi spomenik revoluciji, tako piše gor. Ne piše NOB, ampak revolucije, to je dobro vedeti. Ne? In je rekla, kje imate po spomeniku osamosvojitvi? Jaz sem, ko mislim, da ga midva v najinih življenjih ne bova videla. Ne? Je malo debel pogledala, pa so šla pa do naslednjega simboličnega kraja, Trg Sveta Evrope, ki ga pa krasi spomenik ključnemu revolucionarju Borisu Kidriču. Lejte, mi imamo simbolno zmedo v jedru naše države, v jedru glavnega mesta. Nimamo spomenikov, ki bi izražali vrednote demokratične države, ki smo jo dobili 91. In smo se tudi z glasovanjem demokratičnem parlamentu poslovili od časa, ki ni spoštoval človekovih pravic. Tako piše v temeljni listini. Ne? In lejte, mi smo tukaj ostali v eni zadregi. Tisti, ki so si stali nasproti v drugi svetovni vojni, so se mnogi spravili. Jaz vem tudi recimo za primer, ki ga večkrat navajam, poznam pokojnega duhovnika Jožeta Mauserja iz te znane družine Mauserjev, kjer so jih v ogenj zmetali in sežgali. Ne? Njega to ni zadelo. On je šel k človeku in je rekel, jaz vam odpuščam. Ne? Lejte, to je to, mogoče, verjetno ne more vsak tega narediti, če gre en zažgat skoraj vso družino. Ne? Mislim, da je bilo 5 ali koliko otrok je bilo tam sežganih, pa oče in mati. Ne? Jaz sem poznal tega človeka. Ne? Jaz vem, da se je veliko teh sprav na osebni ravni zgodilo. In jaz, ko sem hodil po slovenskih občestvih v Ameriki, Avstraliji, Južni Ameriki, nisem nikoli slišal glasu, dajte jih, udarite jih, ne, revanšizem. Ni bilo tega, ampak so rekli, dajte poskrbeti za resnico, da bodo mladi ljudje vedeli, kako je bilo, pa popravite krivice, pa če se da. Ne. Skratka, ne. In zato je meni tako težko razumeti, ali je nerazumljivo, da imamo zdaj celo mlajšo generacijo, ki ni doživela ne druge vojne, ne Tita, ne komunizma, da nas vrača na Čebine, od koder smo dobili revolucijo in uporablja stare, zdaj sem celo slišal besedo neonacisti, pa rekel, če ti eden ne paše, mu rečeš fašist, ne. Zdaj se govori o skrajni desnici, kdo pa je v Sloveniji skrajna desnica, ne?
Kdo pa je skrajna desnica? Rekel, mi s to terminologijo iz druge vojne ali po njej, iz totalitarnega časa, rekel, mi sebi svinc nalagamo na noge in težko hodimo. Zato imam jaz tudi to, rekel, idejo, kot pravim temu, 2 deci. Raj se usedmo, nazdravimo, popijmo, zmenimo se, sodelujmo in tako naprej. Mi imamo zdaj večjo polarizacijo, kot smo imeli pred 35 leti, ko smo menjali državo in režim, ne? Pa se je dal lažje pogovarjati. Ne? Se to poznate že moje zgodbo. 3-krat sem srečal pred 2 leti trojke, enkrat pri šestici, enkrat pri Maksimu, enkrat pri Slonu. So me zmerjali za fašista. Ne? Jaz sem rekel, moj oče ve, kaj so fašisti, ker je 2 lagarje preživel v Rabu in Reničiju. Ta teden grem v Reničij pogledat, kje je mučil se moj oče, ki je prišel pol peš nazaj iz Italije. Ne? Ti ljudje pa niso videli živega fašista, pa tako rekoč tudi komunista. Ne? In zmerjajo ljudi s fašisti. Jaz sem pol rekel, ker sem relativno miroljuben Dolenc, ne? Si rekel, fantje, pejmo nekaj spet. Ja. Ne. So rekli, s fašisti se ne pogovarjamo. Lejte, kako češ potem dialog voditi, če je za dialog samo ena stran? Ne? In če se druga stran reši možnosti dialoga s tem, da te diskvalificira z neko zgodovinsko znako, s katero nimaš ti nič. Zdaj bom samo dodal, vendarle pa imamo in na desnih strankah in v levih strankah res mlade fante, ki govorijo z retoriko, ki ne pritiče, pa bi jo lahko opredelili kot res skrajno desno in skrajno levo, in je to pri fantih, ki so mlajši od 40 let, ne, res neverjetno. Bova o teh 2 decih z veseljem kakšno rekla, bi pa se navezal na to, kar ste zdaj sami rekli. Včeraj je bilo na primer zaslišanje Marte Kos v Evropskem parlamentu pred pristojnim odborom za zunanje zadeve, ker so pač preverjali, ali bo primerna kandidatka za eno najpomembnejših funkcij v času, v katerem živimo, ne, o širitvi je govora, in spet smo predvsem po zaslugi naše politike ali pa celo naše politike poslušali prav o tem. Ja, vi ste bili pa špicel v času bivše države, pa bi zato še to rekel, no, pa se lahko odgovorijo tudi, ali bo Marta Kos oziroma ali je Marta Kos pravi kader za tako nalogo, ki jo ima, ampak vendarle, a pa je treba v tako pomembnih časih zastrupljati Bruselj z našimi težavami? Lejte, to je zelo, bi rekel, sitna tema. Ne? Lejte, z gospo Marto Kos poznam od leta, mislim, da od leta 92 ali kaj takega, ko je bila še na STA-ju in tako naprej. Me je klical nekdo iz Bruslja, eden od teh, ki odloča, ne, in rekel, a si imel ti kdaj z njo slabo izkušnjo? Jaz nisem imel z njo nobenih slabih izkušenj, midva sva se lepo pogovarjala, bila sva celo skupaj na pogrebu Genšerja, ko je bila ona takrat veleposlanica. Ne? Jaz nimam nobene slabe izkušnje, tukaj gre za drugo zgodbo. Ne? Če je bila ona res to, o čemer se govori in govorijo od neke šifre in tako naprej, ne? Potem je treba pogledati, ali je ta preteklost v skladu z namenom te kandidature. Ne? V Nemčiji nekoga, ki je bil sodelavec Stazija, gotovo ne bi dal za kandidata. Ne? Ampak če ona reče, naprimer, sej ne da jo zagovarjam, samo da nisem bila, tudi včeraj, ko sem spremljal pač njeno predstavitev, je dejala na teh seznamih, in to vsi vemo, ne, je bil marsikdo ravno zaradi tega, ker naša država ni nikoli to dobro razčistila, ne, kdo in kje in kako, ker je to seveda vsem interesu. 3 predsedniki vlad, 3 evropski poslanci. Ali je to lahko tudi v Sloveniji zelo prikladna obtožba, da te pač nekaj bremeni in se znova ukvarjamo s časom, v katerem ne živimo? Lejte, v Sloveniji se rado dogaja, da si pomagamo ali pomagajo, bi rekel, s preteklostjo. Jaz sem tukaj, sem v Reporterju tudi povedal, ne, jaz sem pričakoval, da bo kandidatura Kosove, ki se je na zaslišanju dobro držala, bi rekel,
in je bila profesionalka, ne. In sem prepričan, da bo tudi resno opravljala ta posel, ne. Ampak torej mene je zanimal ta načelni vidik, ne. Če mi določenih zadev, bi rekel, ne maramo ali kaj takega, potem bi morali to nekako za vse veljati. Zdaj, če gremo pa samo presojati, kako smo videli kandidatko, je seveda ni nobenega problema, ampak glejte, tle se je zgodila značilna bruseljska slika. Toliko časa se že matra Ursula von der Leyen, da bi to komisijo spravila skupaj, in se je s svojimi zavezniki, celo z ECR, dogovorila tako, da noben ne meša juhe, če tako rečem, ker če ne bi jo morali še enkrat kuhati, ne. Zato mislim, da vsi skozi prišli, vključno z Marto Kos, mi nismo zdaj velik žeton v tej igri, če tako rečem, ne. Drugače pa, se pravim, jaz se držim načela in če pri enemu velja kriterij preteklosti, ne, potem naj velja tudi pri drugih, ne, držimo se nekih principov, no, to je moj kriterij, drugače pa jaz nič proti gospe Kosovi, ne. Tukaj morda še eno vprašanje, ker tudi to sem potem včeraj seveda poslušal na tem zaslišanju, to pa od drugega evropskega slovenskega poslanca, ne, ko je tudi Bruslju razlagal, a veste, te obtožbe pa prihajajo, to pa moram povedati, ne, iz strani tiste stranke in tistega predsednika, ki pa je edini v državnem zboru 90 poslancev dejansko bil član partije, ne, govore pa tukaj o Janezu Janši. Potem pa zaključila tudi ta pretekli del, ampak vendarle, ja, to je pa tudi res, ne, Janez Janša je pač bil komunist, danes je zagret antikomunist in vse to se mi zdi, da v Sloveniji mladi, prej ste rekli, koliko ljudi se ne spomne nobene vojne, a veste, da je danes že skoraj, da ne vem, več kot 600,000 tistih, ki se tudi osamosvojitvene vojne ne spomni, včasih govorim s kakšnimi pa... So se rodili kasneje. Tako, ja, ker pravijo, ja, to pa ni moja vojna, ne. In zdaj, ko oni to gledajo, sej ne, da ne vedo, ampak njih res ne zanima, ne. Je res zanimivo. Samo ko nekdo reče, poglejte te komuniste, pa mu rečeš, pa da, sej, naprimer, on je bil eden najbolj zagretih, pa je zmedna, ne, naprimer. Lejte, mislim, da ni narobe, če še malo mogoče poglobiva to zadevo. Lejte, jaz sem slišal z najvišjega mesta države stavk, pozabimo preteklost, ne. Ne, pa lejte, bom malo provokativen, pa bi rekel, zakaj pa hodite pa na Dražgoše? In na druge kraje. Lejte, enim ali pa en del preteklosti zelo paše. Tako. Jaz sem te dni že večkrat rekel. Stvari so bile na take, po koncu vojne, ob koncu vojne, eni so šli v vile, eni pa v jame, ne. In ta stvar je pač take narave, da velja za nerašiščen. Lejte, tam je 3000, pa ne vem koliko še ljudi v enih plastičnih vrečkah čakajo, ki jih Janković ne pusti pokopati v Ljubljani. Ja, kakšne ljudje pa smo mi? Kje pa je tle pieteta, kje je civilizacija? Evropa to dela drugače in ko smo mi vstopali, jaz sem mislil, da bomo tudi v teh ozirih sposobni ravnati tako. Lejte, Srbi ravnajo drugače, Hrvati ravnajo drugače, Nemci pokopljajo vse in tako naprej, ne. In tle imamo različne ljudi že na žalah, ampak glih naših pa ne bi imeli, ne. Lejte, to mene kot kulturnega človeka boli, ker mislim, da tako potem, ker je to tako, se to odpira, ker ene še zmeraj boli, ne. In se ponavljamo, lahko se pa že davno ne bi. No tako, vse to sem želel reči, ne, da mi smo res ujeti v neko zgodbo, ne glede na to, katera politična stranka pride, ves čas trčijo, potem pa v isti zid, lahko rečemo, ta beli zid, kjer pa nič ne piše, ki je bil narejen samo zato, da smo v tistem trenutku rekli, bravo, zdaj smo nekaj postavili, pa imate prav, res nikomor nič nismo odgovorili. Zdaj, v tem tednu morda, da pa vendarle pogledava naprej, tudi takrat, ko ste bili tukaj gost, smo govorili o Evropski komisiji, ampak vmes se je zgodilo tisto, kar so tudi v Evropi čakali, kdo bo zmagal v Ameriki. Donald Trump je zmagal, vem, da za vas to niti ni presenečenje, sploh po tem, kar ste na X-u v bivšem Twitterju zapisali, ne, da on se vendarle obnašal državniško.
Je pa res, da tudi v Evropi na Trumpa gledamo zelo drugače, a ne? Morda desnica bolj naklonjeno, levica pa zdaj bolje bi bilo, da bi bila Kamala Harris, ampak oba in Biden in Trump sta bila do Evrope zelo mačehovska. No? Lejte, tisti, ki je bil v zadnjem letu vsaj enkrat v Ameriki, če ni zvedel tega drugače, je lahko videl, kako drugače dojemamo ameriško stvarnost, vključno z volilno kampanjo v Evropi, da ne govorimo o Sloveniji posebej, in kako tam. Ne? Meni je Nobelov nagrajenec, republikanec, razlagal, kaj se je zgodilo s podporo Trumpu. Začeli so ga podpirati sredi te kampanje črni državljani Amerike. Videli ste zdaj tudi koliko takovih latinosov išlo. In ženske. Potem, kar smo mi poslušali, glavni tok medijev je peljal odnos do ameriških volitev tako, da bi moral Trumpa tako rekoč zasovražiti. Ne biti samo proti, ampak tega pa ne. In tudi predsednik vlade je šel k Bidenu, ni prišel do Trumpa, ne vem, kaj je bilo, mislim, da je želel priti, ampak da je prav zmanjkal čas, ampak glejte, to se da vse politično razložiti. Ne? In pejmo k razlagi. Je rekel, veš zakaj so začeli črni državljani podpirati Trumpa? Je rekel, zato iz solidarnosti. Je rekel, ker se jim zdi, da se Trumpu ob sodnem pritisku, kakršen ga doživel, dogaja tako, kot se je dogajalo njim. Lejte, te razlage verjetno niste še slišali, ampak meni jo je povedal ameriški politik, ki je bil tudi guverner ene od držav in bi mu verjel, je rekel, zgodil se je nekaj nenavadnega. Pri nas smo skozi poslušali Trumpi proti črnim, mara samo bele in tako naprej. Skozi je bil portretiran črno-belo, da ne rečem včasih sovražno, proti koncu kampanje malo bolj fino, pol se tako rekoč vlada izreče za enega od kandidatov in tako naprej, kar mislim, da je bila napaka. Lejte, ampak zdaj imamo tukaj predsednika, in lejte, ne bil rad preveč dolenc, ampak sem čist vesel, da vidim spet Melanijo in njeno družino na odru. Lejte, Slovenija ima tle delež brez primere, bi rekel. In namesto da jamramo, kaj se je zgodilo, bi jaz rekel, pejmo na 2 deci, nazdravimo temu uspehu, pa upam, da bo v tem mandatu prišla vsaj sejonca pogledati. To, kar ste vi rekli, da so se počutili, da bi enako občutili, sam sem prebral pa malce drugačno razlago, da se naprimer tisti, ki so res živeli slabše pod Bidenom, ta minimalna plača se ni dvignila in dejansko so v Ameriki živeli slabše, zaradi gospodarskih razmer, da so oni v Trumpu pravzaprav videli nekoga, kakršni bi bili sami, če bi uspeli. Se pravi, nekoga, s katerim so se lahko povezali, po drugi strani pa samo da dodam, je pa tudi ironija, vsaj če jo mi tukaj v Evropi gledamo, on govori, poskrbel bom za revne, ob njem pa so stali najbogatejši Američani, ki so zgolj v enem dnevu zaslužili $64 milijard s tem, ko so šli indeksi in kriptovalute in vse to v nebo. Skratka, on govori o revnih, zdi pa se, pa se on je bil milijarder, zdaj milijonar, da je v resnici pa čisto drugega sveta. Ja, torej, lejte, Amerika je v marsičem zelo drugačna od Slovenije. Jaz sem bil v Clevelandu pri Slovencih, in sem izražal tudi nekatere kritične tone v zvezi s Trumpom, in so vedebel gledali, kaj mi je. Sekli, mi vsi podpiramo Trumpa. Zgleda, da je slovenska skupnost bila tam res pretežno za, v Clevelandu. Ko sem bil pa v Afriki, vodja opazovalcev Evropske zveze pri volitvah v Keniji, in so v eni deželi je bilo za enega kandidata so bili skoraj vsi glasovi, In jaz sem izražal dvom, da je šlo vse v redu, ker je bilo tako
skoraj tako kot pri Miloševiću, ki je bil 102%. Ne? In so rekli, kaj se vam pa zdi narobe, kaj pa vi nekaj dvomite v nas, je prišla ena novinarka do mene, ne? Je rekla, pri nas smo vsi za tistega. A je kaj narobe? Lejte, pa še to bi rekel zdajle, to je bil ta Jonathan Goldman, se je pisal, ne? Eden od predsednikov, ne? In zdajle v Ameriki ni bilo tako kot v prejšnji rundi, tesno pa tako naprej. Niso bili samo elektorski glasovi, lejte, je skoraj povsod zmagal Trump, ne? Je močno zmagal to pot, bi rekel, ne? Tako da ima celo podlago za to, da reče, še nikoli tako, ne? Pa tudi še nikoli se ni predsednik tako vrnil, kot se je on, ne? Drugo je zdaj, kakšna politika bo sledila navznoter in navzven, ampak očitno so si Amerikanci želeli spremembe. Ja, deva še o tem kakšno reči, zato ker vem, da vi pa to bolj poznate. Pri nas se Evropska komisija še sestavlja, vemo, s čim se ukvarja Evropa, z vojno tudi v Ukrajini, ki jo v resnici zdaj izgleda bo financirala, če jo bomo želeli vzdrževati predvsem Evropejci. Kaj pa te težnje America First ali pa naredilo bomo Ameriko spet veliko, vendarle pomenijo za nas, no? Lejte, s tem geslom je Trump nastopil že na prejšnjih volitvah in to imajo kandidati takih držav radi. Tako da ta first, se spomnimo Chiraca v Franciji, France la première, najprej Francija, prva Francija. In lejte, jaz, kot sem spremljal Trumpa v prejšnji rundi, ni bil tako kategoričen in brezpriziven, kot iz kakšnih izjav izhajalo, ne. Določene stvari se da zmeniti, bi rekel, niso kategorične ali a priorne, ko je pa takrat rekel in razjezil v pol Evrope, ne, da pričakuje, da bomo plačali za NATO, kolikor smo se zmenili, da se plača, ne. To je bilo pa, bi rekel, najbolj normalno, ne, da pač, če se reče, tukaj se plača, ne. In je pač na tem vztrajal, ne. Zdaj, kako bo pa tole z Ukrajino se rešilo, tudi mene zelo, zelo zanima, ne poznam vsebine njegovega predloga, ki ga je v osnovi že predstavil, ne. Vsekakor bi si pa želel, da bi od transatlantske povezave nekaj ostalo, ker mislim, da je tukaj, bi rekel, še zmeraj dovolj interesa za to, da sodelujemo, ker nas le vežejo določene enake oziroma iste vrednote in principi. Smo pa v marsičem različni, recimo tudi v pogledu na kmetovanje. Jaz sem bil v Ameriki v enem think tanku v Kozmosu, kjer naši partnerji niso razumeli našega nasprotovanja glifosatu, recimo, ali kaj takega, ne. Tam je kemija, kako bi rekel, del doktrine in tako se pač dela, ne. No, zdaj pa o tistih obljubljenih 2 decih, a ne. Najprej vas, da takole vprašam, a bo nova politična stranka, ker zdaj jih je kar nekaj napovedanih in v ustanavljanju, Lojze Peterle je pa brez stranke. Lejte, To je pa dolg oddih. ja, moram premisliti, kako bom vse povedal, ker je veliko za povedati. Prvi odmev ljudi je bil zelo pozitiven in niso mislili na to, koliko ga bodo popili, ampak so pomislili na kulturo, ne. Zdaj govoriva ne o izstopu iz Nove Ne, Slovenije, ampak o 2 decih. O 2 decih, tako sem razumel vprašanje. Tako. Ne? In potem sem srečal ta teden nekaj podjetnikov. So rekli, smo takoj zraven, vi sam povejte, kje in kdaj začnemo, ne. Ampak tudi ti so razumeli to kot v smislu simbola oziroma kulture, samemu piti je dolgčas, ne. Ti greš na 2 deci z nekom, ki ga vsaj toliko spostuješ, da lahko kozarc dvigneš, ne. Ne greš na 2 deci s sovražnikom, ne. 2 deci je nekaj lepega, pomeni srečanje, pomeni spoštovanje, pomeni pogovor, pomeni, mislim, pa ne samo v naših krajih, ne, na Dolenjskem, velja za vso Slovenijo, ne.
In jaz razumem, zakaj je Slomšek napisal En hribček bom kupil. To bila lahko himna tega, karkoli že bo iz tega, ampak nekaj bo. Eni bi želeli, da je stranka in me sprašujejo, kje se lahko vpišejo. Ne? Eni pravijo, da bilo fajn, če bi bil klub. Ne? Jaz pa razmišljam, da bi se lahko imenovalo družba, ne? Ker bi na Dolenjskem ne poznamo veliko klubov, imamo pa radi družbo. Ne? Lahko bila to družba 2DC, ampak osnovna ideja je ta, dajmo se v oči pogledati, nazdravimo, zapojmo, pomenimo se, pa tudi kaj skupaj napravimo. To je povzetek te ideje. Ampak včeraj sem srečal enega starejšega prijatelja, znanega pevovodja, dirigenta in tako naprej. Je rekel, Lojze, se pa ne strinjam. Jaz rekel, kaj te pa moti? Je rekel, če bilo vsaj 3 deci. Je rekel, imamo zdaj take in drugačne odmeve, ne? Meni je všeč, da je, kako bi rekel, ideja prijela na nek način. Ne? Lejte, sem 2 stranki ustanavljal in sem rekel mlajšim, lejte, zdaj ste vi na vrsti, jaz ne vidim potrebe, da grem še 3-čič zastavo na teren, čeprav sem mlajši od Bidena in od Trumpa. Ne? Mislim, sem že rekel danes. Ne? Tako da problem je v tem, da oziroma tako ste vprašali glede stranke. Lejte, jaz nisem zapustil prijateljev, sem pa zapustil zgrešeno linijo, ki je ljudje ne vidijo jasno. Ljudje me sprašujejo, kje je Nova Slovenija. Če te to vprašajo, je stranko nekaj narobe. Ne? Jaz sem mislil, da bo na tem kongresu prišlo že do določenega popravka, do novega vodstva in tako naprej. Jaz bom delal za krščansko demokracijo, ker mislim, da jo potrebujemo. Mene čudi, da smo zmagali leta 90, da je takrat ta stranka dala relativno največ glasov v slovenski pomladi in je zato tudi prevzela vodenje vlade. Bili smo ideološki, nismo bili revanšistični, zanimalo nas je, kaj skupaj naredimo. Mi smo bili tudi edina stranka, ki na naslednjih volitvah dosegla več kot na prvih. Vse druge Demosove stranke so šle dol, ene so pa tudi zginile. Ne? Tako da jaz mislim, da je treba delati na projektu okrepitve te linije in jaz sem prepričan, če bo močnejša krščanska demokracija, bo tudi Slovenija močnejša in drugačna. Napisali ste tudi, ko je Anže Logar izstopil iz SDS-a, da je zdaj kar naenkrat preveč igralcev, bom lepo povedal, na tem desnem polu. Koga bi pa, naprimer, če bi jutri bile volitve, torej volil Lojze Peterle? Pa da bi vsi ti, ki so napovedali stranke, že jih imeli. No? Torej, jaz bi gotovo volil tisto stranko, oziroma jaz bi volil krščanskega demokrata, če tako rečem. Ne? In sem prepričan, da bodo nastopili na volitvah tako ali drugače. Zdaj so pač razbiti in razdeljeni, ne nagovarjamo nobenega. Velikih je tudi v abstinenci, ne prehajajo v druge stranke, recimo k Janši, kakšen je tudi šel, ampak se ne grejo več, ne pravijo, to ni to nas ne zanima, ne gremo. Ne? Jaz mislim, da bilo treba eno tako poživitev speljati, da bi ljudje spet začutili razpoloženje, voljo, energijo in da bi šli. Zdaj le vidimo, ne, da vidimo, kako ne gre. Ne? Jaz ne uživam, če vladi ne gre, ampak lejte, vsak dan poslušamo, zdaj se poglablja kriza v šolstvu, prej se je v zdravstvu, ni še nič rešenega, ne, poslušamo glas gospodarstva, ki je kritičen, ne, lejte, zbiraj videl, da bi šlo vladi, ki je pač dobila mandat, ne, ampak imamo res veliko problemov, nisem računal, da bomo šli, da bomo tako padli v dinamiki, pa ne bi zdaj vseh kriterijev oziroma indikatorjev našteval. Ne? In to, da smo pa tako fragmentirani, ne, me zaskrbljuje. Lejte, recimo, da gre Lotrič, ki resno najavlja vstop v politiko, da gre naprej Nova Slovenija, da bo šla naprej sigurno SLS, lahko se pojavi Gregorčič, tukaj imamo Ruparja.
Lejte, tukaj imamo 5 strank, ki lahko vse dobijo med 2 in 4%, recimo, ali pa mogoče kateri uspe 5 ali 6. Ne? Kaj bomo s tem naredili? Ne? Na evropskih volitvah smo vrgli stran 7%. SLS je mečken zmanjkal, ne, da bi prišla nota. Ne. Torej, jaz mislim, da je treba sile povezati, da je treba tiste, ki so si najbližje, pač spraviti skupaj in da je treba zaključiti to petelinjenje, s temu rečem, ne, in se zmeniti, kaj treba za državo narediti. Ne. V Demosu smo se najprej zmenili, kaj, potem kdo. In nismo nič naprej najavljali, kdo bo predsednik, ali mora biti, ali ne bi smel biti predsednik. Ne? Enega niste omenili, ko ste zdaj naštevali gospoda Logarja, ne vidite na tej desni strani? Ne, njega jaz ne doživljam kot desnico. Glede na to, kako se je doslej izražal, ga jaz ne vidim za desnico. Ga vidim bliže Prebiliču, ne bi rekel, da je levica, ampak mi diši takole po levo-liberalni liniji. Prej na začetku ste rekli, da tudi mlade politike učite, nekdo vas bo nekoč izdal. A je Logar torej izdal Janšo? A je to tako videti na desnici? Bi težko rekel, da je to izdaja. Čeprav je, kako bi rekel, ta zgodba njegova ni enostavna. Biti 25 let ali koliko v stranki, biti tako rekoč drugi človek stranke, minister, šef sveta in tako naprej. Zdaj, eni so prepričani, da igrata z Janšem skupaj, ne? Drugi so prepričani, da ne. On, če bo preblizu Janši, bi rekel, bo slabo za njega, če bo pa predaleč stran, bo pa tudi slabo, če tako rečem. Ne? Tako da jaz, bomo videli, kaj bo povedal. Zaenkrat je meni še, bi rekel, precej nejasen. Ne? Ni še pokazal barve. Ne vem, ali je zdaj to taktična ali značajska poteza, ne? Ampak bomo še videli. Tudi Lotrič še ni povedal, ne vemo, kaj se bo zgodilo z Gregorčičem, ki se v kratkem vrača iz Amerike, ne? Ampak če se ti ljudje, ki se imajo za desnico ali za slovensko pomlad ali za ljudi, ki delijo vrednote osamosvojitve, ne bodo usedli pa se pomenili, kaj je prvo, bom ponovil, ne? In potem bomo lahko zaploskali novemu obrazu še enkrat. Čisto ob koncu, na začetku ste omenili, da je vaša vnukinja izbrala bele figure, a ne? Končala bova pa z rdečo barvo. A je pri 2 deci rdeča tista, ki se natoči v kozarec pri vas, ali katera, glede na to, da ste Dolenec, modra frankinja? Na Dolenskem so eni poznali tudi, so rekli, da imajo ta bel cviček, ne? No, ampak to, pa imamo tudi belo modro frankinjo, ne? Pa imamo modro rebulo. Barve niso pomembne, važno je, da je v kozarcu dobra pijača. In vinari slovenski, včasih smo poznali samo enega, smo poznali samo Kristančiča, ne, kot privatnika. Danes je vinarjev kvalitetnih toliko, da se čudim, če kdo kje dobi še slabo pijačo. Ne. Rekel, kvaliteta se je tako dvignila, ne, to seveda pozdravljam. Ne, in ko se bomo šli 2 deci za res, sem prepričan, da bomo nazdravljali s kvaliteto. Tudi pri vsebini, a ne? Absolutno. Torej, nima smisla nazdravljati, če ne bo ta prave vsebine. Hvala lepa za vaš čas, gospod Lojze Peterle. Veselje mi je bilo poklepetati in pogledati malce na aktualne teme. Pa upam, da pridem kdaj na ta 2 deci in ob tem bom še dejal, ker Slovenci ga pa tudi radi pijemo preveč, da če je kakšen preveč, naj bo potem taksi in naj jih ne bo preveč v kozarcu, ampak raje v možganih, ko je govora o vsebini. Hvala. Lepo povabljeni. Se veselim. Z veseljem.
Vam pa najlepša hvala za ta obisk spletne strani oziroma naše YouTube strani in ogleda tega podcasta z Lojzetom Peterletom, ker ima gospod res veliko zapovedati, je že prav, da ga tudi poslušamo, in ker bo tole objavljeno pred Martinovim, ko ga boste pili, ga pite pametno, zmerno in seveda potem vzemite taksi. En lep pozdrav, do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.